večer, dobrodošli, lepo pozdravljeni v avli prve gimnazije Maribor. Moje ime je Herman Pušnik, sem ravnatelj prve gimnazije. Navajen, da je dopoldan polno in živahno v šoli, ne pa v petek popoldan. Hkrati pa tudi zelo vesel, da ob tem, ko praznujemo 174 let od ustanovitve šole, hkrati 150 let, odkar smo v tej zgradbi, se bomo lahko ta večer pogovarjali o obojem, o zgradbi in o ljudeh, ki še prihajajo vanjo. Veliko veselje in čast mi je, da ste se odzvali povabilo, smo tako razrešifrali in prišli na ta literarni večer, ki bo pa še kaj več kot samo to. Ko me je gospod Šifrer prosil za nagovor, je naredil 3 kardinalne napake. Prvo bom zdaj zaupal ostali 2 potem v pogovoru. Prvo zato, ker pedagogi smo navajeni na 45 minut. Jaz vseeno verjamem, da bomo tokrat lahko zmogli znotraj teh 45 minut upraviti še tisti prijeten klepet in vse ostalo, kar je možno izstopa ene šolske ure. Druga napaka, ki je, meni kot matematika prosim nekaj spregovorim o knjigi, o pesmih, o literaturi. Razen tega, da bi lahko povedal, da je kakšna tudi lepo simetrična, da se kaj zrcali, da je sodov mnogo, rim in še kaj, bi se skoraj da zaključilo za stališča matematike, zato sem zaprosil za pomoč in imam tukaj zraven. Tretja, ki je, pa je pozabil, da če učitelja prosiš za pogovor, da potem jaz praviloma sprašujem in on odgovarja. V tem smislu bo tudi potekal pogovor. V veselje pa mi je, da lahko najprej skupaj začnemo zgodbo, ki ima neko genezo. Zdaj, če rečemo, pred koliko leti je to osebni podatek, zato bomo to zamolčala, se je prav v tej avli nekako postavljalo ideje o umetnosti, o kulturi, v razmišljanju mladih ljudi. Ko ste imel srečo, ali pa bi rekli, so se lepo zvezde poklopile, da je lahko ob upravljanju obveznosti pri pouku še veliko časa namenil še za kaj drugega in delček tega pa ste nocoj tudi spoznali. Z njim so se družili zanimivi ljudje, ustvarjalni in eden med njimi je tudi danes tukaj, gospod Aleš Lombergar, malo meni skrica Stevar. Če pridete malo bliže, namreč v uvodu bi namreč želel povedati še najprej, kaj vzeli postavi, ki jo vidite v avli in je bila postavljena namenoma, tako da spremlja današnji večer, tako pozdravljeni. Namreč, z mano sta danes 2 človeka, ki sta me presenetila o praznovanju 170-letnice šole pred korono in potem po koroni seveda nismo zmogli realizirati vseh načrtov, ampak če govorimo o tej stavbi, bi seveda morali najprej o temeljih. Mi pa bomo začeli nekje pri strehi zgore. In sicer šolska ura je zgodba, ki je povezala ne samo nekdanje in sedanje prvogimnazijice, ampak je tudi prvo gimnazijo ponovno povezala z mestom, z zgodbami, ki so se kasneje zgodile v mesto in bi morda najprej, predno govorimo o literaturi, bojo vseeno prosil, da zbrani publiki, ko sta rekla vidva še enkrat, jaz bom rekel, kakor čas zmeraj teče naokrog, ne bo potrebno ponavljati, navijati uro, je prav, da tudi vajo vsake toliko navijem in prosim za to, da ponovite, kako dobro sta prišla z idejo, da bi bilo smiselno nekako to, kako koketira ura za trgom, za mestom, postavite v prvotno obliko in vajo prosim, da najprej razložite ta zgodba. Jaz sem že večkrat želel to povedati, pa bom zdaj to priložnost izkoristil. Skratka, če imaš nekoga rad, kupiš rožico, pomeliš na počelijo. Skratka, materializirali smo ta odnos do stavbe, do teh lepih časov. To smo čoti povedati, tega nismo nikoli privinili. Zakaj? Seveda, tudi za to, ker pač smatram, da če imaš nekaj rad, moraš potem za to tudi nekaj narediti. Hvala, pa še naštel. Nakratko, takrat, ko smo na gimnaziju prišla, to je leta 76, je bila hiša par let nazaj generalno obnovljena in tudi ura bila generalno obnovljena z druge dne. Čeprav je delo Zavod za spomeniško varstvo je naredil skupaj to, da je mene kot mulca 16-letnega takrat zelo motilo. Nekaj let sem to prenašal, to pa v enem trenutku nisem več mogel, da sem se spustil, pa sem popravil, to števišče se leta 75. In je pa 20 let bila popravljena.
seveda z postopki, ki so bile tam možne. Pa leta 2006 se nazaj naredili grlo, kar ne je še posebej razkurilo in ko smo prišla zgoda do vajne 40 obletnice mature in smo iskali, kaj bomo vse ušpičili, ne, korona me je prepričala, obletnica, se je potem zgodila ta nova številčica, ki bo lepa, to mora biti. Ja, zdaj se gleda zelo varno, gledamo tako da televizijo. Ko ste bili zgoraj, ni bilo tako varno, ampak vseeno ste zelo korajžno takrat pristopili k projektu. Vsem ste organizirala, jaz sem samo še čakal, da helikopter preleti pa nastavi uro. Vse drugo je bilo tako zelo domišljeno in moram reči, tudi brez stroškov za prvo gimnazijo, za kar sem vam iskreno hvaležen in hvala tudi vsem ostalim, ki ste podprli ta projekt. Vendar je to bil šele začetek, kaj ne? Na mestu potem prišlo še do prenov. Ja, ko smo nadaljevali na stolnici, pa še na mestna hiša. Tam bi bilo reč bilo tem sam, ampak ja. To pa se nadaljuje, ne? To še istega leta stolnica, dansko leto sem naredil 2 uri, Slovenski Bistrici. Ure se postavljali za moderne. No, jaz bi tukaj vseeno dodal, da vse to, kar je cenjeni ravnatelj povedal, ne bi bilo možno brez njega. Danes ne bi mogli biti tukaj, če ne bi bilo njega. Pokazal je seveda tako eno visoko mero, bom rekel, srčnosti in naklonjenosti temu, kar sva pač predlagala. Niči samo imamo. Ko sva šla do njega, nisem vedela, bo rekel ja, ne. Nič ni samo umevno v življenju. To je zdaj bilo zato, da si olajšal nadaljevanje vprašanja. Kakorkoli, je seveda razlika, ker sem tukaj službena, ona dva sta bila pa čisto prostovoljna na pomoč preskočila zgradbi in instituciji. Ja, zdaj pa drugi del zgodbe, pesništvo. Ta avla ni izbrana ključno za današnji večer, drži? Drži. Bom jaz vseeno lepo povedal. Leta 1978 smo stali tukaj skupina Ramzes, katere člani so bili Darko Prislan, Igor Švarc, ki je dolgo časa igral v Filharmoniji slovenski, skratka vrhunski violončelist, mislim, da je zdaj se upokojil. Njegova hčerka je naredila zlato kariera, tudi dobra violončelistka. Ja, in jaz pa igral Soprulico, pa pel sem. Bi šlo ponoviti? Pride danes še vse na vrstu. Ampak to so bili prvi nastopi, niso pa... To je bil prvi nastop, 1987. Ampak samo ustvarjanje, je pa nekako dobilo zaključke, zdaj ko dajete to na papir, kot vidite z ostalim, ki ostaja za namice. To ni prva pisniška zbirka namice. Ne, to je druga. Pisal sem pa že nekaj malega tudi takrat, ja. Mislim, da je bilo objavljeno v Tribuni. Nečke rokozelske novice so bile takrat. Katedra. Ampak to so bili taki zametki. Jaz sem zdaj to drugo knjigo prav namenoma dal eno pesem iz tistega obdobja in močno izstopa iz celotnega konteksta, tako da tudi, če bo mogoče pozorno bral, bo ugotovil, da se bo vprašal dobro, po kaj ta pesem dela. To je zdaj opravičilo za vsako pesem, ki je to razumel na ta način. Ko ste prišli z idejo, da bi predstavitev bila v avli, sem jaz imel pomislek, ki je pa ponovno leto ljudje po praznikih želeli malo počitka miru, ko smo zadeli še na pravoslavni božič za predstavitvijo in nas moramo priznati, ne, so presenetili vsi, ki so si vzeli čas. No, danes lahko tudi povemo, da imamo premirje, ne. Tako da, moj glavni gost je te vere, tako na začetku mi je zelo tako rekel, ne, ker to je njihov božič, ne pride v poštev, potem pa se je premislil, tako da sem zelo vesel, da ga bom danes lahko ti imam predstavo malo. Zdaj dvigate temperaturo, ja. Tako da moram jaz počasno zaključiti.
Danes bi bila z nami tudi doktorica Marija Čvajncer, še ena bivša progimnazijka, ki pa je zapisala nekaj misli o knjigi, ki jo boste verjamem kasneje lahko vzeli v roke, prebrali, pogledali v miro. Zato zdaj brez skrbitve ne bo matematične analize, ampak bolj filozofska. Bom si dovolil prebrati nekaj misli, vas pa vsake toliko prosim, da prikimate, se nasmejete, pokomentirate, karkoli. Ne vem, ne poznate tega teksta, kakorkoli že. Že Šifrerjeva prva pesniška zbirka, pesmi iz leta 2020, je vzbudila pozornost za nenavadno in občuteno lepoto, nova pa prinaša še veliko novosti. Po njej se uveljavljata tako povezava kot prepletanje pesmi, ki govorijo o duhovnosti in osebni rasti, ter pesmi, v katerih se uveljavlja lirika par excellence. Pesnik abstraktni vidik ljubezni prenese na vse obstoječe, ontološki aspekti se potem takem tej determinanti podrejo. Hkrati pa zatrjuje, da je vse eno in da ni časa. Prvi komentar? Strah, samo ko sem prej rekel 1970. Ja, hitro je minilo. Zdi se, da je v svoje dlani in verze ujel modrost in zdaj jo želi deliti z drugimi. Ne gre pa samo za vednost, saj je lirski subjekt tudi sočuten in ves razbolel zaradi zla in trpljenja, ki jo vidi okrog sebe. Po mojem ni treba kaj to skomentirati. Jaz zaradi tega ne gledam televizije že 30 let. Dnevne novice spremljam zelo omejeno. Gorazd Šifrer občuduje lepoto narave. Sočasno je on sam tisti, ki vanjo vnaša občudujoč pogled, s katerim se razkriva posebna estetika. Pesnika sprejme gost, drevesa v njem se mu ponujajo, da jih objame in poljubi, pri tem pa je v tej poeziji očitno še nekaj posebna tišina. Ja. No pa res, samo s njo malo deležim. Malo smo je začutili pred začetkom tega odgovora, te posebne tišine. Še nekaj malega pa zaključujem. Ve, da se mora razdajati, on sam je tisti, ki vsemu dodeljuje smisel. Vseeno pa verjame, da je tukaj vedno nekdo, ki misli na samota, torej ni nikoli absolutna. Ljudje so kot zvezde, sijejo in kažejo pot. Vsi imamo enkrat zvezde, vsi imamo zgoraj. Šifrerjeva poezija je slogovno prečiščena in bogata z izbranim besediščem. Rime, ki tu in tam popestrijo verze, so ubrane in lepo zveneče. Tudi izražanje, ki je samo na videz starinsko, ponuja nove barve, žlahnost in prepričljivost povednosti. Kdaj ustvarjate? Zdaj pišete? V katerem delu dneva? Jaz sem ne glede na dan, oziroma ali je vikend, ali je praznik, ali je novo leto, vedno ostanem v 4 čeči. To zdaj že nekaj let in na 4. pa 6. Zdaj moram reči, da je zdaj lažje, ko so otroci večji, ampak prej pa bo to seveda smeha, vsega polna hiša in zdaj je malo lažje. Pa se pa tudi tega da prina, no, kaj zdaj me Doktorica Švajncer omenja tudi Aleša Lombergarja, ki spregovori v tej knjigi o Mariboru, njegovi stavbni dediščini in uničenju tega lepega mesta med vojno. Kako da ste se odločili, da boste namenili tudi temu pozornost? Ja, brez njega enostavno ne gre. V prvi knjigi je prispeval pač naslovnico in v tem smislu mislim nadaljevati. Vi pa pod vašim fotografskim posnetkom sporočate, da je navdih za pesniško zbirko dobil pri ženi in otroci. Vsem izrazi hvaležnost, posebej pa se zahvali svojemu prijatelju, profesorju dr. Günterju Midlu. Lahko ponovite to zahvalo tukaj? Sicer še jaz enkrat preberem. To je vse dan povem. Malo pred začetkom dogodka se zgodilo nekaj res nenavadnega.
Nekdanji dijak je bil upravičilo njegove nekdanje profesorice, da žal ne more priti na dogodek. Ponavadi je bilo obratno pri upravičevanju. Namreč takole pravi nekdanja avtorjeva profesorica Danica Geršek pravi, da Šifrer v svojih pesmih iskreno razkriva svoje najintimnejše ljubine. In še kaj, kar ne vemo. Namreč sprašujem, če bo še tretja knjiga. Bo. Tone Partlič zapiše, da Šifrerjeve pesmi ljubijo tišino. Res. Vi ste povedali, kdaj ste pisali, 4. in 6. Kdaj nam priporočate, da beremo? Ni toliko pomembno, ampak bi pa res rekel, da mogoče pesem 1, 2, nič več. Pa potem nam naprej ali pa še ten teden. Diana Bohak-Sabat meni, da je pesniška zbirka prelepa in lirično izpovedna. Spoštovani, ja, izredno smo počaščeni res, da smo lahko pri naši založbi Kulturni center Maribor objavili drugo pesniško zbirko gospoda Šifrerja. Seveda vsaka knjiga ima svojo življenjsko pot do nastanka in vsaka zgodba je posebna. In najbolj posebna pa mislim, da je bila ravno od gospoda Šifrerja, kajti bilo je vse obratno. Jaz sem z leti postal dokaj strog urednik, bi temu malo začali, seveda lahko rekli, tukaj pa je gospod Šifrer postal dokaj strog avtor do urednika. Ja. Druga pomembna stvar mogoče je to, da je njegova pesniška zbirka najhitreje prodajena pesniška zbirka zagotovo v mladinski knjigi. V letošnjem letu pa mogoče lahko rečemo za obdobje 5 let, recimo nazaj. Za kar je seveda avtor v prvi meri najbolj sam zaslužen, bolj kot moramo priznati založba v tem primeru. Seveda, Gorazd, še enkrat iskrene čestitke, izreden projekt, izreden sem vesel, da sem lahko sodeloval v sedmem stavljanju. Videli to založniško natančnost. Knjiga se najbolje prodaja, samo še 10 komadov, ne? Če skupite knjigo, potem je dobili. Iskrene čestitke za to uspešnost, predvsem pa hvala za to, da podpirate ustvarjalnost. Jaz sem vmes, če ste videli, še metal, če bi gospod Šifrer želel, da kdo poda mnenje, in ker smo gledali ravno vašo smer, dr. Toplak, je rekel, kaj pa, če bi dr. Toplak nekaj povedal. Izvolite. Čestitam. Predvsem pa moram reči vesel, da je predstavitelj tukaj na prvi gimnaziji, v tej imenitni hiši, kjer tudi naši vnuki so izbrali to šolo in se veselimo takole vsemu, kar ta šola daje, študente, moram reči hvaležni, takole in na univerzi nekoč, kot danes tudi na inštituciji, ki jo danes vodimo, na Alma Mater. Vaši dijaki so izjemni. Jaz bi rad izrazil čestitke vam kot hiši, posebej tudi, da imate za seboj take dijake maturante, kot je naš prijatelj, pesnik Gorazd Šifrer, pravnik kot Slešen. Kratka, da imate mislite, smo kaj vadili, to je vse skupaj čista improvizacija. Resno. Jaz sem si vse zadeval tako zamislil, da ne bi jaz tu pesmice bral, pa bi to poslušali, se odločil za en spektakl. Povabil sem res ene ljudi, ki jih imam srčno rad. Včasih me ljudje sprašujejo, pa kaj bi ti rad s tem povedal, vse ena sama ljubezen. Evo, danes sem pripeljal 2 dokaza, ki točno to potrjujete, to mojo tezo, da je vse ena sama ljubezen. Začel bi pa z enim posnetkom, ki smo ga posneli v studiu Radia Maribor. Nekateri to poznate, nekateri pa ne, ker niste vsi na Facebooku, pa niste na YouTubeu. Bi vseeno to spustil skozi.
2,5 minute. Glasba posebej za to priložnost je naredil moj zelo dober prijatelj, dr. Mitja Reichenberg, sicer avtor 40 knjig o Beethovnu, Mozartu, klasični glasbi, filmski glasbi. Bral pa je pesmi, seveda malo lepše kot jaz, dobitnik Borštnikovega prstana za 2021, Peter Boštjančič. Tako da tole bi moče samo poslušali, toliko pa vse živo. I will know if you ever see the rain. I will know if you ever see the rain. To pesem je dali gospod zapel ene 12.533 krat. To je moj dober prijatelj, Darko Baša, legenda, pa ne smem reči. Ste še žive? Dva časa je prebil v Franciji, v Parizu. Ko je bil na zadnje pri meni na obisku, smo bili prav dobre volje in je zagledal mojo kitaro v spalnici. To še moja žena niti ne ve, da smo ti v spalnici. In je seveda takoj začel igrati. In takrat sem bil tako navdušen, da sem ga prosil, če bi to lahko ponovil na tej predstavitvi in je seveda bil takoj za. Kaj naj še povem, dragi gledatelj? Da te imam rad. Evo, okej. Kratka, slišali boste francosko pesem, to se ne sliši dosti krat v Mariboru, jaz se vsaj ne spomnim. Dobro, razni izjeme, ko smo zadnji špiceli pri mojem naslednjem zlatnem gostu, ampak francoščine jaz nisem dosti slišal v Mariboru. Tako da pesem je sam izbral, poje pa o vrtnici, boš kaj mogoče povedati? Ja. Vse ena samo ljubezen, pravi Gorazd. Tudi mali princ je imel eno samo ljubezen, svojo rožico tam gori, nekaj.
Ta pesem poje o Malem princu. Toi qui marches dans le vent, seul dans la trop grande ville, avec le cafard tranquille des passants. Toi qu'elle a laissé tomber pour courir vers d'autres lunes, pour courir d'autres fortunes, et pourtant, l'important, c'est la rose et l'important, c'est la rose et l'important, c'est la rose et crois-moi. Toi qui cherches quelque argent pour te boucler la semaine, dans la ville tu te promènes, ton ballon. Cascade sur les couchants, tu passes devant le banc, si tu ne que ça t'embarque, et pourtant, c'est la rose et l'important, c'est la rose et l'important, c'est la rose et crois-moi. Toi petite, que tes parents ont laissé seul sous la terre, petit oiseau, sans la lumière, sans printemps. Dans ta veste de drap blanc, il fait froid comme un bonnet, t'as les côtes comme un carême, et pourtant, c'est la rose et l'important, c'est la rose et l'important, c'est la rose et crois-moi. Toi pour qui, non, je chantais sur quelques lignes, comme pour te faire un signe en passant. Et attends-toi maintenant que la vie n'a d'importance que Paris, le fleuve qui danse sur le temps. L'importance, c'est la rose et l'important, c'est la rose et l'important, c'est la rose et crois-moi. L'important, c'est la rose et l'important, c'est la rose et l'important, c'est la rose et crois-moi. Tisti, ki ga ne poznate, zvezda, multi-instrumentalist, eden najboljših klarinetistov, skladatelj, Mozarteum, Salzburgu končan. Imel sem strašno željo, da bi eno Mozartovo zaigral in sem res vesel in sem ti hvaležen, da si prišel kljub temu, da imate ni vaš Božič. Bom pa se samo dovolil nekaj povedati o tem komadu. Skratka, Wolfgang Amadeus Mozart je koncert za klarinet v A-duru napisal 1791. leta, natančneje oktobra. Zakaj vam to zdaj razlagam? 16. oktobra je bila prva predstava v Pragi, pa še to niso sigurni, tak vi navajajo. En največjih genijev je pa umrl 5. decembra 1791. Kar pomeni, da je to ena njegovih zadnjih stvaritev. Tudi romantik, tukaj se že občuti romantika pri tem koncertu, ne več strungi klasicizem. Ja, Goran bo to igral, seveda, v tej fantastični, akustični audi, brez mikrofona. Z ljubeznijo, da Goran da. Izvoli, prijatelj.
kot vsak dan, da srečna boš. Odšel na vrtcem najne ljubezni, da srečo samo bom delil, da srečna boš veseli sama. Rečeno bolj romantično. Danes je takem romantično večer, kako Gorazd, njegova knjiga, posvečena tudi ljubezni, tako da bom zagledal še eno zelo lepo skladbo od Manganija, tudi klasika. Ne domišljaj si, dan, dva, teden morda, kak mesec ali dva, še kdo vpraša, kje si. Še opazil nihče ne bo, da bil si tu med nami, da živel si in ljubil vsak trenutek, da imel si nas zelo rad. Prideš in greš, vmes si, potem te pa ni. Ne domišljaj si, še opazil nihče ne bo, da te več ni. Najlepša hvala, da ste prišli. Res sem počaščen. Na koncu vedno zmaga svetloba. Jaz bi rekel, na koncu vedno zmaga umetnost, v kakršnikoli obliki. Umetnost je tista, zaradi katere je vredno živeti. Zdaj pa nehajmo, bom rekel, govoriti. Vabim vas na začet vina. Nekaj malega smo pripravili tudi, če bo kdo. Ker vidim, da so nekateri prišli z drugega konca Slovenije, sem zelo vesel. Hvala lepa. Hvala lepa še enkrat, da ste prišli.